Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes, Gorazd, je poletje tudi v podcastu, torej ne bova utrujala z novimi kraticami, raziskavami, poročili, sploh ne z regulativami. Danes bi govorila zgodbe. In sicer vsak od naju je prinesel svojih 5 najljubših marketinških kampanj v zgodovini, ki jih jasno spremlja potem neka zgodba. Pa če dovoliš, bi jaz začel, da postavim sceno. Piše se leto 15.000 pred našim štetjem, Jama Lasko, Francija. In noter prvi influencer v zgodovini ravno objavlja na steno, dobesedno na steno, svoj novi, rečemo, Instagram post. 6 načinov, kako ujameš divjega konja. In tip je že takrat vedel, da konsistenca je ključ do uspeha, ker v tej jami je 364 slik sam konjev. Poleg drugih živali. Najboljši del pri tej zgodbi pa to, da arheologi v resnici vejo, da so takrat ljudje jedli bolj ali manj severne jelene pa ribe. V tej jami ni nobene slike severnega jelena, kar pomeni, da že 17.000 let nazaj so ljudje objavljali lifestyle, ne pa realnega življenja. To je moja prva zgodba. Dobro. Ja, okay. Jama je resnična, vse ostalo je malo zmišljen. Greva zdaj na ta prave. Tako da, Gorazd, da bi ti začel, če se ne motam, bi ti nekaj v gumah povedal. Tako je, v gumah. Zdaj se premaknemo ne 14.000 let, ne 14.900 let, ne 100 let pa malo več nazaj. Ok, greva v leto 1900 v Francijo, pa še malo prej. Brata Michelin sta se odločila, da v ta gumarski industriji začela gume delati. In Andrej, koliko misliš, da bo tako 1900 avtov? 1900, koči velik, sam niso imeli gum, ne? Avtov, ne vem, 20 v vsaki vasi. Ne, manj, 2 v vsaki vasi. Ok, zdaj vasi je. Pa je bil v Franciji, ne vem, koliko jih je. Ampak, bilo jih je 3000, ceste so bile katastrofa, tako da v bistvu inovacijah sta ona dva pogruntala, v bistvu Edward je v tem, da si lahko, Andrej, da si v bistvu lahko zamenjal te pneumatike. To je bila v bistvu glavna inovacija. In pol, veš, ko imaš ti 3000 vozil, ne, za katere delaš, biznis ti cveti, pa je malo omejen. In pa sta se enkrat odločila, da bosta v bistvu naredila 35.000 vodnikov, ki sta jih poimenovala Michelinov guide, kjer si ti v bistvu, in zdaj se moraš res predstaviti 1900, ne, dobil si informacije, kako, prideš iz ene točke v druge, to je iz ene vasi v drugo vas, zakaj bi pravzaprav šel, kje lahko prespiš, kje tankaš, kje popravaš, kje gume zamenjaš, to so bili vse neki koristni napotki. Pol pa to sta brezplačno delila, da bi ljudje potovali, da bi pač ljudje dejansko se več prevozili, se ta del zdaj tudi danes razumemo, več, ko se pač voziš, obrabiš gume, kakorkoli. Bilo pa tako sem rekel, na začetku zastonj, pa enkrat ta gospod videl nekje, da je eden podlagal tako v eni avtomehanični delavnici eno mizo s temi vodniki. Aha, kaj je bila noga prekratka. Ja, pa je pa rekel, ne, ljudje ne cenijo stvari, ki so zastonj. Tako da je potem nekje v 20 letih začel pa to zaračunavati, 7 frankov je bilo. Pa se je pa v bistvu to tako razvijal Michelinov vodnik v tem, da je 26. so začeli dajati neke ocene restauracijam, pa je tudi nekam pa še ocenili in takrat so že imeli v bistvu te, recimo, inšpektore, ki so prišli pa ocenili. Zdaj, leta 31 so pa te famozne 3 zvezdice prišle. Zdaj, imajo en tak pomen, se mi zdi, zelo dobro so ga zdefinirali. Ne? Ena boljših restauracij v svoji kategoriji, 2, ok, tja je vreden detur narediti, in 3, tam je prav vreden iti na potovanje. Zato tja se specifično pelješ. Tako, zato so te mogoče včasih bolj na odročnih lokacijah pasovne 3 Michelinove zvezdice. So pa tako, samo neko rast v bistvu najprej so v Evropi rastali, pa so pa v bistvu v Ameriko dosti pozno prišli s tem konceptom. Je pa, se bom pa vsako od teh idej, ki je bila pa strategij, sem probal malo predstaviti v današnji čas, kaj to pomeni z vidika CX-a, AI-ja in vseh teh stvari. Pa postavljene stranke v središče.
pač komunikacije, ampak zelo je zanimivo to, ne? Mišljenov vodnik je postal institut, ne? Sam po sebi institut in danes mislim, da je članarina, ki STO plačuje, ker dejansko, če imaš Mišljenov vodnik, to prenese toliko in toliko ljudi, potnikov, ki pridejo pač zaradi kulinaričnega turizma ali zato, ker repozicioniraš svojo državo in Tajska je to recimo naredila, da nisem sam ta street food, ampak da je to tako. Mislim, da Slovenija plačuje okrog 400,000 evrov do 440 je članarina na leto, da si tam objavljen, da oni pridejo, naredijo ta krog in tako. Tako da je kar tako neka investicija, ampak da pa so res pozitivni ROI, ker če si tam predstavljen, ljudje hodijo in pač, sej zato dodajo... Danes, ne samo zato, ker je v Sloveniji, ampak vemo, kaj je Michelinova zvezdica. Ja. Ja, pa tudi dodajo nove kategorije, ker res te 3-zvezdične so zelo, zelo drage, si mogoče enkrat tako prvoščaš. Pa dodajo nove kategorije, ki so pa recimo tudi zanimive za mlade, pa za družine, pa take stvari. Tako da se mi zdi, da je to tako nekaj, kar je zelo uporabno za ne vem, za danes, ki potuješ, ne vem. Se mi zdi, da v Lonely Planet bomo tudi enkrat bova delala neko strategijo, to, kako so se rebrandirali, recimo. Ker oni so pa zdaj malo zamrli, če tako gledaš. Ani, veš, ker sem ti tam Mišljenov je še vedno dosti tak. Zdaj, tako, kot sem rekel, za vsega bi malo rekel, ne vem, kaj so pravzaprav delali. Ne? Se mi zdi, da Mišljenov vodnik je čisti primer tega, da ti nisi samo izdelek, ampak da moraš najti način, kako lahko ljudem pomagaš. Se pravi, tukaj je bilo, ne vem, tisti, ki so imeli strah potovati, so jim pač dali neko informacijo in tako. Zdaj, kot brand, lahko, recimo, lahko bi definiral, kje ovire so pri tebi, kot brand, kot si, kaj ponujaš, ne vem, recimo, ne vem, ljudi pomanjkanje znanja, ali strah pred napačno izbiro produkta, ali je ful zapleten, da začneš nekaj uporabljati, ali ne zaupaš čez brandu, ali je ful nekih ponudnikov, ali je, ne vem, ne veš točno, kaj od tega pričakovati, ne. Zato danes, če bi tako nekaj takega v današnji dobi delal, da ne rečeš, vzamemo pa nov vodnik narediti, bi bila mogoče neka taka strategija, da bi se lotil kakšnega kalkulatorja, konfiguratorja, ne vem, vodiča po kakšnih kategorijah, benchmarka, če so v B2B-u, ne vem, načrtovalnika. Tako je, ne vem, recimo za zdravstvene, te se malo razmišljajo storitve, Namesto, da imaš oglas, ampak narediš en tak jasen vodič, Se pravi, kakšni so lahko simptomi, kako razumeti simptome, kakšna je pot obravnava, kako se pripraviti na obravnavo, kaj je pred prvim pregledom, kaj so pa naslednji koraki, In to se mi zdi tako zelo dobra stvar, pa koristna za to. Zdaj, kar bi pa lahko recimo malo na področju AI-ja naredil, bi pa lahko recimo danes imel en AI načrtovalnik nekih potovanj, ki bi upoštevali tudi, ne vem, recimo, če je bila to neka turistična agencija, tudi da imaš otroke, veš, da bi oni svoje znanje zraven s tem dali pa nekaj pomagali, pa je recimo nek AI konfigurator za, ne vem, kompleksne B2B rešitve, tudi content, ki ga lahko na tak način delaš, tako da se mi zdi v tem AI delu je ogromno stvari. Drugače se mi pa zdi tako iz CX vidika, je pa ta del, ki ga mi dostikrat razlagamo, ni samo nakup pomemben, ampak celota izkušnja stranke, tako celoten journey. Se mi zdi, da oni mogoče niso z tega izhajali, ampak tako razumeli pa so to zelo dobro, da ni zdaj, da ljudje kupijo sam gume, to je pač ena stvar, ki jo naredijo, rabiš za to ti potvati, moraš imeti tak lifestyle. Tako da se mi zdi, da je zelo dobro, da probamo razumeti, kje je pa naš izdelek v povezavi z, ne vem, nekim lifestylom neke stranke, kako ga lahko umestimo, kaj so v bistvu ovire, da pač to uporabljamo in ta content na ta način delati. Tako da to sem malo mislil tako. En tak povzetek teh idej. Jaz sem si malo bolj poletno vzel, nisem glih nekih usporednic, pa idej vlekel, tako ta del mi je malo pomagal. Fun fact moj o Michelinu, sem verjetno ga že vse vejo, ampak ta njihova maskota, ta beli Michelinko je bel, ker so včasih bile gume bele. Ja. Neverjetno. Ok, jaz imam starejšo zgodbo, pa ne 15,000 let starejšo, ampak resnično, enih 5 let starejšo. In sicer
Charles Deere, leta 1895, on je sin kovača Johna Deera, ki je izumil jekleni plug. Ima problem, tako kot ga imamo vsi marketerji pa prodajalci, kako priti do kupca. In njegov problem je še malo večji, ker je leto 1895, kako priti do kupca, ki živi na samotni farmi 3 dni jahanja do najbližjega mesta. Ni radia, ni televizije, ni interneta, vse, kar imajo, je pošta. Tudi, ki ne prije čisto redno, ampak je pošta. Ne? In torej, podobno kot Michelinov vodnik, je produkt revija za kmete. In kar se je že takrat Charles odločil, je, da torej poslovim bo revijo, ampak noter ne bo pisal o traktorjih pa plugih, pisal bo o kmetovanju kot samem. Torej, kako obdelaš trdo prerisko zemljo, kdaj sejati, kje sejati, kako voditi kmetijo kot posel. Torej, njegova logika je bila, če bo revija samo o naših strojih, jo ne bojo niti brali, mogoče prelistali, je to pač katalog. Če bomo pa mi pomagali kmetu preživeti pa zaslužiti, bo pa imel nek pozitiven odnos do nas takrat, ko bo kupoval stroje in bo vedel, komu zaupa. In revija je bila dosti instantno hit, leta 1912 je imela 4 milijone bralcev v Ameriki. To je za njih pomenilo, da so mogli investirati v tiskarski stroj, ki je danes v današnjem denarju bil vreden $850,000, zato da so lahko tiskali 50,000 revij vsakih 8 ur, ali tako nekako je bil output tega. Kar mi je pa super, en intervju z urednikom sem bral, če pogledaš revije zadnjih 50 let, boš besedo John Deere v člankih najdel mogoče 6-krat. Noter so sicer oglasi, ampak v člankih pa ni Johna Deera kot tazga. In raziskave, ki jih imajo o branju revije, pravijo, da 40% bralcev prebere vsako besedo, skupaj z oglasi, od prve do zadnje strani. In kjer revija danes, torej izhaja 130 let, ima 500,000 naročnikov v Ameriki pa v Kanadi, skupno 2 milijona bralcev po svetu, 12 jezikov, 40 držav in distribucija je ista, kot je bila praktično v začetku, torej preko mreže John Deere trgovcev dobiš revijo. Fun fact, mogoče še stare številke se prodajajo na eBayu, folk se stepe za nje, ko pride kakšna res stara verzija. Edin prve revije pa ni. Tudi John Deere nima Percept, torej čist se je izgubila čist prva številka. Ne vem, če pravim tako malo povzeti, to je res 130 let vztrajnosti, ki prinese neko zaupanje v znamko. Tako počas, ampak je res tako obrestni račun. Ne, res pa vztrajanje. A veš, v tej dobi, zdaj, ko je digitalizacija pa vse, veliko, da je mogoče taka revija. Se ima tudi spletno verzijo v resnici, pa vse to, kar spada zraven, ampak mislim, da tudi to je bilo v statistikah, da ne vem, kakšen delež kupcev, tudi ko 40%, ima še vedno najraje tiskano izdajo. Kakšne pa so vrednosti na eBayu? Kaj smo moj vrt iz 70 let. Ja, tudi slovenske revije, drugač, mislim, glede na to, da je to star papir, ima neko vrednost. No. Odlično. Enkrat sem kupoval ene stare Mickey miške, pa je bila, mislim, da je bila vsaka revija toliko vredna kot danes, torej v smislu danes je 3-4 evre, tudi 10 let stare so 3 do 5 evrov recimo vsaka. Super. Ok, gremo na enega športnega proizvajalca, Nike. Pa ne mogoče na to origin story okrog Blue Ribbona, pa kako je pa ime nastal Nike, Nike, kakorkoli, ampak v ta del slogan. Nike, ne, Nike. Tako ameriško. Ja, to so pa. V glavnem, ta Just Do It, to je v bistvu, se jaz ti mogel to reklamo še enkrat res pogledati, ker ne vem, 88 se res nisem zapomnil v 2 letih. Okay. Gre za eno tako reklamo, kjer gospod teče čez Golden Gate Bridge in on v bistvu vsak dan 17 mil preteče in je tako na koncu ta Just Do It. Ampak od kje je pravzaprav to, da če izhaja, kaj so naredili? V bistvu v tistem obdobju, to se pravi, to so 80 leta, je Reebok ful rastel, sploh na področju aerobike in nekih podobnih košarke in vsega tega. In Nike je dosti stagniral tukaj s prodajo in pa so pač
takrat bi že veliki ponudnik, tako pač mesto tudi najeto marketinško agencijo, eno večjih. In pa so te naredili pač oglase za vsak nek šport posebej in pa se je ta vodja, solastnik te agencije pač spomnil, da smo to rapen slogan, da bi vse to skupaj povedal, ne. In pa tukaj pa rata ta zanimiva stvar in on se spomne nekega serijskega morilca, ne. In tudi s tem iz Portlanda nekje, mislim, da je Gilmore, imena ne vem, Gary Gilmore. V glavnem, in takrat še ni bilo usmrtevanja pač bil to nek strelski vod, ki te je usmrtil, karkoli bilo to malo bolj divje takrat. In njegove zadnje besede so bile let's do it, ne. In pol je on povedal, da let's do it je tako skupina nekaj more, ne, če je pa just do it, moraš pa ti nekaj narediti, ne. Zapravo se pa ti kot posameznik rečeš, jaz bom zdaj nekaj naredil, jaz bom zdaj dosegel. In to velja, ker ta let's do it je lahko skupinska mentaliteta, just do it je pa tako, vsak naredi sam po svojih zmožnostih in to velja pa lahko za, ne vem, Michaela Jordana, ki je top v NBA-ju, do nekoga, ki je don začel teči, in reče, naredim teh prvih nekaj korakov. In v bistvu niso prodajali več sam zgodbe, imamo najboljši, ne vem, odziven čevelj, bla, 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 ampak mi imamo mentaliteto, kao s temi čevlji boš to dosegel, ne. Ta del se mi zdi, da športnik ni zdaj nek profesionalec, ampak športnik je lahko v bistvu vsak, ki se je odločil sam, da začne pa da nekaj naredi, ne. In zdaj se mi zdi tako, če sam mal pač rečeva, kaj bi lahko, ne vem, danes naredil tako iz CX vidika predvsem, ne. Bi se po mojem lahko vprašal, kako zmanjšaš razdaljo med željo stranke in prvim uspehom, se pravi, z tvojim nekim produktom, tvojo storitev, kakorkoli. In o tem sva že dosti govorila, ne, da je manj korakov, da ti nekaj kupaš ali sprobaš, da imaš bolj jasne informacije, da je tako manj informacij hkrati, a veš, da jih ni, da te vodi skozi nek proces, da imaš, ne vem, naprej pripravljene neke nastavitve, ko prišel nek software, da ni tako, to je 50 funkcionalnosti, ki ne zdaj začnem. Da imaš, ne vem, takojšen občutek, da si nekaj napredoval. In če se spomniš še Asana, nek tool za project management, je imel neke unicorne, ki so letali, ki si pač neke stvari naredil in si imel občutek, a veš, progresa v ta del je pač zelo, zelo pomemben, ne. Tako da, če ta del znamo nagovoriti, se pravi, kaj bi stranka rada naredila, ne, in se pol malo omaknemo od tega, da govorimo, tukaj smo prej govorili o kontentu, zakaj bi nekaj delal, se omaknemo mogoče od samega produkta in moramo razlagati tako in pač ljudje verjamejo. Se pač takih brandov imamo nekaj več, se vem, Patagonia je tudi taka, pa je tudi, da ne brand, ki ljudje verjamejo ali pa ga kupujejo zato, ker pač podpirajo ta del naravovarstva, odkrivanje nečesa novega, Pathfinders, ne vem. Imel je Salesforce tudi to na začetku, recimo kot Pathfinder, pa je bila to cela taka neka strategija in mislim, je nekaj brandov, ki to uspe spraviti v ta del. Ne more pa vsak brand tega narediti, no, ampak se mi zdi taka zanimiva stvar. Ne, pa ta razmišljanje o produktu mi je super, ja, torej omogočati svojim uporabnikom just do it, pač da začnejo nekaj uporabljati, kar je za produktne ljudi težko, ker ti pač veš, zakaj je nekaj tako, pa si rečeš, pa moramo omogočiti uporabniku, da si tudi to naredi. Ampak, mislim, aj treba to zdaj zelo iz uporabniškega vidika pospraviti nekam na ta prava mesta, pa stvari urediti tako. Res razmišljati o uporabniku, kot pač o nekem, kaj so njegovi cilji, ko nekaj dela, ne. Ja, meni je tako softverski del dosti taka, veš, prideš nekam, je to platforma in tam ti reče, s 3 kliki priješ do 80% nečesa narejenega in si ti tako, ok, to je template ali pa nekaj rečeš temu, ne. Tako da in je, ne vem, imaš občutek, nekaj sem naredil. Ok, moja naslednja zgodba tudi govori o streljanju, ampak lovskem streljanju in sicer streljanju na jato zlatih prosenk. To je vrsta ptice, pomembna za to zgodbo. In sicer zgodi se novembra 51, ko Hugh Beaver, direktor pivarne Guinness,
zgreši to prosenk. In valjda kot vsak lovec ima on izgovor. Prav, vse ni čudno, to je najhitrejša ptica v Evropi. In zvečer na pivu v pubu se zgodi gostilniška debata, na meji prepira, a so res zlate prosenke najhitrejše ptice v Evropi ali so to mogoče ruševci. In ta stvar jim ni dala miru, so šli v enciklopedijo gledati leksikon, priročnik, pač ni bilo takrat Wikipedije ali pa česa podobnega in niso prišli do odgovora. Ne? Zdaj večina teh ljudi, ki se je tam prepirala, imela svoje mnenje, tako kot vedno je pač šla pol spat in pozabila na vse skupaj. Beaver je pa začel razmišljati, ok, mi imamo knjižnico, imamo dostop do leksikonov, priročnikov, tako je to vsem bil mal višji sloj, ampak v Britaniji pa na Irskem imamo pa 81,000 pubov, kjer se vsak večer vsaj ena taka debata zgodi. Torej, kdo je najhitrejši, kdo je največji, kdo je najstarejši. Kaj, če mi kot Guinness izdamo knjigo, ki rešuje te prepire ali pa ki pomaga pri tem, a ne? In tle, zanimivo je torej za to knjigo prepraviti, je najel pol ena 2 dvojčka iz Londona, ki sta imela agencijo za preverjanje dejstev in pa jih je testiral malo z nekimi 3 questioni in tisti, ki mu je bil kao odločilen, ko jih je sprejel, je kaj vprašal, kjer jezik ima najmanj nepravilnih glagolov. Ti verjetno ne veš, da sta pa izstrelila, da je to turščina in takrat je bilo stvar zaključena in sta bila sprejeta. Leta 1955 so izdali prvo to knjigo, ki je imela vodoodporne platnice, ker je bila pač narejena zato, da je bila v pubu na pultu, da je bila lahko polita s pivom in tako. Ne? Torej, mišljena je bila čisto kot nek marketinški strošek, darilo za pube, tako kot podstavki pa kozarci, je še ena taka stvar, ki je imela neko zgodbo zraven. Ne? Pa se pa zgodilo, da so jih iz pubov začeli množično krasti te knjige, ker so bile pač zanimive in posledično je pač Guinness ugotovil, da je to nekaj, kar mora prodajati, ker si ljudje želijo in že jesen 55 so jo dali v prodajo in do božiča je postala najbolj prodajana knjiga v Veliki Britaniji. To je pa kar hita, ne? Danes, 70 let kasneje, izhaja v 100 državah, 40 jezikih, prodajo jih več kot 100 milijonov, v bazi imajo 53,000 rekordov, tudi kot vemo, cel postopek, kako zdaj nek rekord prijaviti. Čist neverjetno, postal je pač v bistvu večja institucija kot Guinness pivo. Pa je tudi Guinness pivo precej dobro pozicionirano na trgu. Ne? In mogoče kot fun fact, je hitrejša prosenka ali ruševec, Guinnessova knjiga rekordov še danes nima odgovora. Na prvo vprašanje, zaradi katerega je nastala. Ampak na zelo podobno foro kot, ne vem, Michelinov vodnik ali pa kaj podobnega. Torej, ni bilo razmišljanje o pivu, ampak razmišljal je o trenutku, kjer se pije pivo, a ne? Torej, družba, miza, debate, pač lahko narediš senčnike za ven na vrt, pobrendirane, lahko pa pač neko tako orodje daš zraven. Če daš komunikacijo, pa naročiš eno pivo, veš. Tako, ker ne zmanjka debat. Ja. Tako. Ker, a ne, dejstvo, neka taka stvar ni v smislu, a zdaj pa vemo, zapremo knjigo in gremo domov, ampak... Čakaj, kaj pa? Tako. Zdaj konkurence je mogoče še pjatnik s kakšnimi kartami, veš, to bi se bi še šlo. Je en dober meme oziroma video krožno okrog s taglinom, kako da ne znaš igrati taroka in en tip, ki razlaga minuto 45. Vladalo zapiske link. Ja, to je zdaj ta poletna tema, na dopustih se tole dosti igra. Eni so skočili z roba vesolja, Baumgartner je tako skočil za Red Bull, tako da zgodba bo o Red Bullu. Ta del te zgodbe je bil sicer mogoče mal povod, Red Bull Stratos projekt, ker Red Bull dejansko poleti z roba, pač Baumgartner poleti. Dal sem okrila. Poga je nekdo celo presegel, en bivši Googlov zaposlen, to sem raziskoval, on je še višji skočil. Sam ni bilo tako odmevno, ker tukaj pač celoten Red Bull koncept medijski je bilo pač zelo odmevno. Celotna zgodba Red Bulla je mogoče Slovencem dosti znana, ker je Dieter Mateschitz, soustanovitelj pač Avstrijec. Pa še en fun fact je, da pred letom 1993 je bil v bistvu Red Bull, ki se je ustanovil, kot to, da je v bistvu Dieter šel v Hong Kong, pa tam videl neko
statistiko, koliko se prodaja energijske pijače, ker to je bilo, energijska pijača je bila najprej in na vzhodu, ne? Na zahodu je ni bilo. In tam se je na Japonskem ena firma ful prodajala dobro te energijske pijače, delnice so šle v nebo in pa bi on tako, ja, jaz to tudi delal, ne? In pa je najdel tam v bistvu te Tajce, ki so tudi to proizvajali. In to se imenovali Red Bull. Zanimivo je, da je bil to tako shot. In on je pa 2 leti porabil, da je to predelal v nekaj, ki je tako malo zahodno, malo sodasto, malo bolj tekočina, malo tako, da je pač ta Red Bull izvorna receptura prišla. No in ker pač ta Red Bull ima dosti noter kofeina, vsega tega, bla, 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 je pa problem, da to ni smel povsod prodajati. Evropske države so bile zelo zaprte, v Avstriji, ki je pač Avstrijce je uspel prodajati, ampak ena prvih držav, kjer se je Red Bull prodajal, bila Slovenija. Res? Ja, takrat nismo bili v EU. Tako da leta 1993 se je pa v bistvu malo sreča zgodila, je pa v bistvu pač Evropska unija uvedla enoten trg, in je pa lahko v bistvu regulativa iz ene države veljala pač tudi druge, oziroma se pač lahko prodajal druge, oziroma v Franciji, to je zanimivo dejstvo, je šele 2008 so dovolili prodajo Red Bulla. Da si rečeš, ne vem, to je ufalo, da lahko so to... Hmal benalo vse energijske pijače. Ja, ne vem, ampak Francija ima zanimive zakone. Tako je. In on, ki je seveda delal energijsko pijačo, imel je na začetku zelo ta gverila pristop, hodil je do taksistov, pa da je v te pločevinke ljudem, ki so hodili domov, ki so pač hoteli ostati še malo budni, pa je po kampusu hodil, ki so se študenti mogli učiti. Zelo tak pristop. Kje so ljudje, ki želijo biti budni, pa jim je težava, pa je Red Bull ponujal. No, pa je pa v bistvu v nekem tam prelomna točka je bila v bistvu, ko je bila velika nagrada se pravi Avstrije, še pa Gerhard Berger je vozil v formuli, to je bilo mislim leta 95, nekaj je on za 10,000 mark, ki so bile takrat, ali pa šilingov, pač njega sponzorijo v tem smislu, da ti hod s to pločevinko okrog, pa dajmo ti še nekaj za vodo, pa neko kapo, pa me to ti čim večkrat gora, ne. In on je pač denar rabil, takrat formula ni bila na takem nivoju, kot danes, in je pač hodil okrog in pa videl, to zdaj ima nek pozitiven učink in pa je iskal več takih športnikov. Pa se je sicer zgodilo to, da je gotovo, da v te velike športe ne more, ker nima toliko denarja, ne? In je pa iskal neke nišne športe, pa zato so pa te ekstremni športi in dosti hiter je bilo cliff diving, ki je bil dosti hiter, se pravi skakanje z velikih pečin. In zato je Red Bull potem postal sinonim za ekstremne športe, šel tudi v druge, ena največjih prelomic se je zgodila s tem, ko so šli v bistvu v Formula 1. Tako kot, da so pač imeli možnost tam imeti celo 2 ekipi in osvojili, mislim, da par tudi naslovov z Maxom Verstappenom. Takrat je pač res ta imperij se zgradil. Je pa eno dejstvo, ki je po mojem na začetku bi ga lahko povedal, ampak je ful pomembno. Če rečeva, da 3 evre stane poprečna Red Bull 250 ml, ne? Koliko je misliš, da je strošek tega? Upal bi, da pol evra, ampak je verjetno manj. 9 centov. Vse ostalo gre v bistvu za marketinške aktivnosti za ta del. Je pa dosti taka lean zadeva, pa še ena stvar, Rojš poznaš, Reuha, te dela, no? Kdo misliš, da dela Red Bull? A oni? Ja, od začetka dela Rojš Red Bull po celem... Rauch. Rauch. In vedno postavijo po tovarno Raucha, pa zraven tovarno Bol. To je pa podjetje, ki ga je Red Bull zaklenil, da 250 ml pločevinko delajo samo za njih. Zaprav, ta pločevinka je oni delajo tudi za cel svet, tudi za druge brende, ampak ta je tako in vedno je postavljena Rauchova tovarna, pa ta zraven, pa na eni strani mora biti železnica, pa manj kot ne vem koliko daljnosti mora biti avtocesta. In to do 2021 so vse v Avstriji delali, pa so naredili še v Švici eno tako kombinacijo in mislim, da začetek, ne vem, 23-24 pa v Ameriki prvič, da so še v Arizoni to postavili. Šele, tako da polka malo te stvari gledaš, kakšen imperij v bistvu zadnji in danes v bistvu Red Bull Studios, Red Bull medijska hiša je v bistvu tista zadeva, ki
pravzaprav poganja vse skupaj, pa zadnji so seveda pločevinke, ki ljudje pijejo to pijačo, ampak vse ostalo okrog danes asset je v bistvu Red Bull kot tak brand. Ja, in tako zanimivo je meni, da Monster je dosti kopija iz stališča tudi ekstremni športi, a ne, zelo veliko se pojavlja tam, pa v gamingu je tudi vstopil, kamor mogoče Red Bull ni, vsaj ne na ta način. Tako. Ma pa mislim, da Red Bull ima zdaj s temi novimi edišni, ki je malo več okusov, ko imaš 2 light, pa super light, En kup okusov, pa imaš pa en kup okusov, ampak mislim, da prideš na 9 ali 10 produktnih. Še vedno zelo malo se kupijo, ne? Mislim, da jih ima pa 160 Monster. Kaj je to v kombinaciji. Okay. Tako da, ja. Zdaj, kaj bi se lahko iz tega naučili za, ne vem, izkušnjo stranke, je, da ljudje radi pripadajo neki skupnosti. To se mi zdi tako v redu, da radi imajo neke, ne vem, izzive, pa imajo radi neke ekskluzivne vsebine, ki jih lahko, mislim, v loyalty, da so doskrat o tem pogovarjali, da daš ljudem, ne, in ta skupnost, in da opolnomočaš mogoče posamezne člane, se pravi prepoznavnost članstva, ko govorimo v leaderboardih, v raznih konceptih loyalty programov, to se mi zdi, ne vem, cool. Da imajo ljudje radi stik s tistimi, ki znamko predstavljajo, veš, vedno se identificirati Red Bull, ne vem, veš, da to nos čelado, ta pa ta, ali pa, ne vem, in ti je tako pismo, jaz se tudi tako počutam, pa sem tako dober. Tako da, ne vem, se mi zdi, da stvar, ki bi jo lahko pač iz tega se naučili, da pač moramo ljudi pač povezati v neko skupnost in dati malo možnost, da, ne vem, prispevajo del content k našemu brandu. Vem, da ni to pa vsod najlažji, je pa definitivno super pot ali pa tako si pogledati, da se ljudje s tem pol ne ukvarjajo več toliko mogoče z unim core produktom, ker Red Bull je ostal razen, se pravi, teh okusov identičen, kakršen je. Ljudje se pa v bistvu še vedno, ne vem, povezujo Red Bull z nekim boljšim dosežkom, ne, če je on top, ne vem, vse imaš te teke na letalnice in podobne stvari in pač ja, če piješ Red Bull, bom pa kar poletel, ne. Ja. Tako, ta del. Ok, mislil sem na drugo zdaj lemet, ampak se ful preveč navezuje in lokacijsko in vsebinsko. In sicer Kokta mi je tudi super zgodba, ne. Torej zgodba se je začela, mislim, da 52. Torej takrat je Coca-Cola valjda obstajala, bila je že zelo poznana, ampak se ni prodajala v Jugoslaviji. Direktor Slovenija vina, Ivan Dev, je pač prinesel iz enega potovanja steklenico Coca-Cole in prosil, sem nekaj zapisan, Emerika Zelinko, enega žganjarja, ki se ukvarjal pač pridelavo likerjev in takih stvari, da mu naredi jugoslovansko verzijo te pijače. Ampak niso jo šli kopirati, dejansko so naredili nekaj svojega, torej neka osnovna sestavina je bil šipek, limona, 11 zelišč, torej neka drugačna verzija. In skratka, imeli so jo pripravljeno februarja 53. In zdaj, kako februarja 53, mislim pač februarja, lansirati osvežilno pijačo, čist pač res beden mesec, ampak pa so prišli na idejo, ok, kaj pa je največji dogodek zdaj? Marca Planica. Dogodek, kjer pride 100,000 ljudi, žejnih, veselih iz cele države, in 8. marca 53 je bila to prvi integriran product launch v socializmu ever, ali pa pač dejansko, ne. Vse se je štartalo že v Ljubljani na železniški postaji, ki je bila čist pobrendirana, ali pa za tisti čas ful pobrendirana, torej s temi puncami, ki pijejo kokto, s temi naslikanimi. Ko si prišel tja, tam punce v kombinezonih z takimi škatlami lesenimi, s flašami noter, tako čez rame so jim vesele, ki so jih delile okrog, kamioni poslikan, vse, mislim, res tako enovita kampanja. In ta organizator Planice je rekel, da je pač tisti let imela kokta več reklame kot Planica, kot sama sploh, ne. Kar mi je bil pol tudi fun fact, da
da je že na začetku dizajner predlagal neko grafiko s severnim medvedom za kokto, pa jo pol niso sprejeli in 40 let kasneje je Coca-Cola v bistvu prinesla ta brand, pa ga ful spopularizirala. Ne? Ampak evo, efekt. V manj kot enem letu so prišli na prodajo 4 milijone prodanih flašk. Prodaja je rasla naprej, licencirali so polnilnice po vsej Jugoslaviji, imeli so jih 67, ker je bilo 90 polnilnic in so nafilali 75 milijonov flašk. Pol je pa leta 68 je prišla Coca-Cola, ki je kar povozila kokto kot tako, torej ta stvari zahoda so bile so bile in so jo probali nekako oživljati. Leta 74 je prišel tisti slogan pijača vaše naše mladosti. Stvar je pač živela, ampak dost padala do leta 90, pa so stvari res skoraj zamrle. Pa leta 2000 kar velik relaunch z kampanjo Prve ne pozabiš nikoli, torej tudi super kampanja. In leta 2013 so je Valikon uvrstil na 6. mesto najmočnejših slovenskih znamk, kar se mi zdi tudi hudo. Skratka, ful taka lepa zgodba, še danes živi z nekom, pač rečemo z nekim čisto verjetno tržnim deležem. Ja, svojim, ne takim. Svojim, ja. Svojo populacijo. Doskrat pa pozabiš na kokto, veš. Priš nek lokal pa kar že avtomatično naročiš Coca-Cola. Spet morajo neko planico narediti, ne? Ja, da malo spet damo višji v podzavesti. Ja, jaz sem pa zdaj še na 2, eden je malo bolj nezdrav. Dejva nezdrave, ker imam jaz tudi enega nezdravega. Aha. Oziroma enega tazga malo dark marketing, če tako rečemo. Aha, ne, ta ni toliko dark marketing, ampak je pa razvada, ki ni najboljša. Marlboro Man, koncept v bistvu oglaševalske kampanje. Gre pa za to, da gre v bistvu za repozicioniranje brenda kot taga. Marlboro, ne vem, če si vedel, oziroma jaz nisem vedel, je bil v bistvu super brand za ženske. In filter cigareti so bili predstavljeni za ženske. Ne? To je ljubezen za tvoje usnice, ta filter. Ne? In pol to pač, se reka je za to, za moške model. In je bilo tako, filter cigaret, asociacija, to je za ženske produkte. Ne? Aha, moški so imeli pa moške cigarete, ki je bilo filtra. Ja, recimo zvija, ne vem, recimo brez filtra. No in mogoče sam, ena med zgodbica, ki sem jo raziskoval, pa nisem tle zares vključil, ampak cigareti so imeli takrat v začetku 20-ih ful problem, da so ženske so jih kadile, ampak jih je bilo težko promovirati, ker je bilo v bistvu to dosta tabu. In potem je en tip, ne smo za tak marketinški genij, za take malo tudi dark prijeme, je plačal eno skupino žensk, da so na velikonočni paradi v New Yorku pažgale čik in že prej to spravil v medije, da so to zgodili in je bila to ala bakla svobode ali neki tazga so predstavljali te cigareti in to je bilo medijsko tudi podprto, kot v smislu ženske se aktivistično obnašajo in takrat je ful porasla prodaja cigaretov ženskam. Ne vem pa, mislim, da za Lucky Strike, da je on delal ali tako nekako, no. Tudi za enega tega velikega ameriškega mogotca tobačnega. Ja. Ne, sej, tle imajo pa zgodbo tako, to kako predstaviti so dali pa različne arhetipe moških osebnosti, ne. In pa so ugotovili, da nič drugega ne pali tako dobro, kot pa kavboj. In zdaj, da so ta pravega kavboja oziroma njega igralca, ki je bil kavboj. Fun fact je, da je ta igralec v bistvu nekadilc. Umrl je za pljučnim rakom in ostal je nekadilc po teh reklamah, dobro, ki pač delajo te reklame. In ja, oni so v bistvu simbolizirali pol, veš, pravi moški kavboj, to naredili so tudi novo embalažo, se pravi to rdečo, ne, če si kdaj kadil, ne? Ne. Ne, ok. Mi smo kar Marlboro Light, to so bile zlate, imeli dost, tako je, če kdo kdaj rdeče prinesel, niso bili neki taki jaki moški. Niste bili kavboji. Niso bili kavboji, to strong poraz. Torej rebrandali so isti cigaret s filtrom tako. V kavboja in to je naredil razliko. Ja, pa je bila cela ta kampanja, pravi ta mačo moški je tudi kadi in pa si imel takrat. Zdaj, tukaj imaš političnih vprašanj, da niso vedno stvari, ki jih skozi to zapelješ tudi najboljše, ampak če bi tako rekel, nek
rebranding, ki se greš. Oni niso v bistvu nič spremenili produkta kot taga, ne. Ta filter so takrat uvedali, ampak so se pa bolj ukvarjali s tem, kako packaging spremeniti, kako storytelling povedati, kako v bistvu novo ciljno skupino najdete. Veš, včasih je tudi to danes pomembno, da rečeš, tem zdaj prodajam, grem lahko malo pobrskati po svojih podatkih, pa iti malo ven, pa še koga nagovarjati, veš, najdete neko drugačno ciljno skupino. No. Ok. Tlej tudi, sem ful teh podobnih zgodb prebral, ja. Tudi kako so v Kaliforniji, ko so imeli ful preveč pomaranč, da so ti proizvajalci pomaranč že sekali drevesa, to, ki jih je bilo. Je pol en na gruntu, torej bila spet marketinška kampanja, kjer so, torej, raziskava je bila, kad človek poje pomarančo, poje eno pomarančo, oziroma na tom raziskavi so celo rekli polne, pa so rekli, dajmo mi narediti trend pitja pomarančnega soka, ker v kozarc pomarančnega soka grejo pa 3 pomaranče, in so pač cel ta ameriški, štartal se v Ameriki trend, kako je pomarančni sok dober za začetek dan, kot del zajtrka. In prodaja je narasla. Ampak ne, bi šel zdaj na to mojo zgodbo. No. Ker pa je dark iz stališča, da so začeli ustvarjati neko potrebo. No. In sicer zgodba govori o Listerin ustni vodi, so imeli močne kampanje tudi prvi nekaj časa, ne. In v 20 letih se ni ta izdelek prav zelo prodajal, je bil pa isti izdelek, ki so ga tržili za en kup namenov, kot kirurški antiseptik, kot čistilo za tla, kot deodorant, kot sredstvo proti prhljaju, kot neko pomagalo pri gonoreji. Skratka, bil je za vse, pa po eni strani za nič. Prometa so imeli $115,000 na leto. Skratka, za neko farmacevtsko firmo nič. Pa je pa leta 23 lastnik od sina se pogovarjal s temi kemiki v firmi, pa jih sprašal, zakaj pa je ta stvar dobra, pa nekaj sta brskala pač po nekih raziskavah, pa to, kar so pač kemiki ugotavljali. In ta kemik reče, pokaže nek star članek iz ene medicinske revije, to je pa dobro tudi za halitozo. In prav, kaj pa je halitoza? Normalno, to je sam medicinski izraz za slab zadah. In pol tam v knjigi tako piše, da je ta tip imel svoj odgovor, da kemika je na brco iz pisarne in rekel, ne bom prodajal ustne vode tako kot do zdaj, ampak bom prodajal bolezen, basically. Ne? Ker če nekdo reče slab zadah, to je nadloga, medtem če nekdo reče halitoza, to pa zveni kot diagnoza, ne? Torej nekaj je z mano narobe, nekaj, kar imaš. In oglasi so ful to exploitali, no? Torej leta 24 so štartali s kampanjo, ki je na nek način zelo kruta, ampak je bila, torej, slogan je bil v smislu edna, lepa, šarmantna, tik pred 30. rojstnim dnevom in torej ameriško, vedno družica, nikoli ne vesta. Ne? In zdaj zakaj? Halitoza. Oziroma halitoza. In potem razlaga, ne, halitoze ti nikoli sam ne opaziš, tvoji prijatelji so preveč vljudni, da bi ti povedali za to. Torej, genialno in gnusno, torej dali so ti nek strah, ki ga težko vržaš, ne, torej noben mi ne bom povedal, sam sebe pa ne moram zavohati. Torej, kaj lahko delaš? Grgraš Listerin, ne. Neverjetno, torej do konca desetletja, torej v petih dobrih letih, so prišli ni čisto jasno, ampak na 4 ali pa celo na 8 milijonov prometa, torej $115,000 na vsaj 4 milijone prometa. Skratka, na gor, hokejstik rast. Listerin postaje tretji največji oglaševalc v Ameriki, torej tudi en kup so zapravili za take kampanje. Torej, v bistvu šlo je za prodajo skozi strah, ne. Kar še vedno danes obstaja v marketingu, ne, saj vedno govorimo o problemih in rešujemo probleme ljudi, ne. Ampak ta je bil res zelo na hard. Tudi leta 76 je pol ta, torej komisija za trgovino v Ameriki jih je kaznovala in sicer na način, da so mogli vložiti $10 milijonov v oglase, kjer so mogli priznavati, česa izdelek ne dela, zaradi tega, ker so šli pa zelo na široko. Vse v tobačni industriji se je podobno dogajalo, ne, kjer je bilo kadiš za to, da ne boš imel raka, kadiš za dobro počutje, vse te stvari, ki so bile, torej prisilili so jih v antioglase. Ampak Listerin je kar velika firma danes. Še vedno, ja.
Prav, vsak še eno hitro, drugače že malo dolga. Ena hitra, Old Spice, ta je hitra. Gre pa v bistvu tako, predstavljaj si, da nekje v 90-ih letih to je bil tako brand za, ne za očete tistega časa, ampak detke. Oni so pravzaprav gel za tuširanje za moške iznajdene, pa je pač to full brandov, full zanimivih, tako, pa imeli neke parfume in vse ostalo. In pa je bilo tako, zdaj pač treba nekaj narediti, To je spadal v Procter & Gamble, v skupino P&G, milijonih brandov. In so se odločili, treba rebranding narediti, In pa so v bistvu takrat uvedli ta zvok pa te reklame, ki so tudi danes še vedno obstajajo, ki so take malo kombinacija čudnih reklam, sestavljenih skupaj. Spet je neka moškost v igri, Tako, moškost. Je pa ful zanimivo to, da je to kampanjo, ki so mi slončali, ki je ta temnopolt, so v bistvu imeli kombinacijo, da so na social media, ljudje sprašvali in oni so, 2 dni snemali samo odgovore nazaj in so v bistvu ljudem tako kao personalizirali odgovore še na ta način. Je pa tako, da 60% Old Spice kupujo ženske za svoje moške, da bi dišali kot pravi moški. Tako, da sicer tako zanimivo. Je pa stvar, ki bi jo sam tle izluščil iz tega koncepta Old Spice, tako zelo na kratko se mi zdi, če tako, kar jaz tam razumem, treba je poslušati stranke. A veš, ali to rečemo temu, da imamo, komentarje, ali imamo MPS, ali imamo podobne stvari, ali delamo, imamo neke komentarje na social media, ali kakorkoli, ali spodbujamo stranke, da nekaj povejo o našem produktu, o naši storitvi. To pa je lahko pretvorimo v to, da smo, ali da znamo, boljši feedback, da znamo pravičati tega, kaj treba, da, znamo biti proaktivni pri kakšnih informacijah, da, če se neki ljudem skozi neke težave dogajajo, da smo, proaktivni pri tem, da damo neke rešitve, da povežemo ta feedback z marketingom, s prodajo, s podporo. Tako, ta del se mi zdi pomemben, pa isto Old Spice, kot so prej Marlboro govorila, šli so izven, se pravi, okvira, kaj zdaj delajo, za koga imajo. Dejstvo je, da produkta niso čisto nič spremenili. Čist isti je, kot prej, samo pa so pač ta swagger je bil nov, takrat pač take reklame imajo pa malo tematske vezane na to. Se spomniš, pred Old Spiceom, ful se v Sloveniji vrtela reklama za milicijo, nekaj takega, to je bilo več Ja. To pa neki Italijani, po mojem, recimo, ne vem. Mogoče. Ja, pa Borotalko na radiju se spomnim. Ne, pa fascinantni so predvsem te vonji deodorantov so meni nori, torej ženski deodorant, sladka vanilja, kakao, tako nekako si znaš malo predstavljati, lepa nočni panter, ali ne vem, kaj ima Old Spice. Skratka, divja džungla, to recimo, da bi še razumel, ampak jaz bi zaključil, še eno zgodbico imam, tudi malo bolj lokalno, sicer Koprivnica na Hrvaškem, Podravka. Leta 56 so bili praktično pred stečajem, tako že na seznamu za likvidacijo. So pa takrat še nekaj zaposlovali, iskali so enega kemika za laboratorij in na ta razpis se javlja Zlata Bartl, ki jo danes poznamo kot teta Vegeta. Tudi drugače ženska zgodba, mož je umrl, nekaj bila v zaporu, skratka, vse živo se je dogajalo, ampak pač prišla je v propadajočo tovarno delati juhe. Pa je pa leta 59 njena ekipa naredila sušeno zelenjavo, sol, začimbe in nastala je Vegeta 40, ko se je izdelek na začetku imenoval. Prvo leto so naredili tega izdelka, se začimba se porablja malo, ampak naredili so jo 600 kg, torej tako, za eno dostavo s kombijem, basically, ne. Naslednje leto so jo naredili že 3 tone, pol 16 ton, 120 ton, leta 64 so prebili 1000 ton letne proizvodne. Torej, v 5 letih so prišli iz firme, ki bo propadla, v to, da so postali ful velika firma v Jugoslaviji, izvažali na Madžarsko, v Sovjetsko zvezo. Skratka, noro. Zanimiva je bila pa njihova marketinška akcija, če tako rečemo.
leta 1974, kjer so skupaj s televizijo Zagreb naredili lastno TV oddajo, kuharsko, ki se imenovala Male tajne velikih majstora kuhinje. In tudi s pravimi ljudmi, torej vodil je Oliver Mlakar, en najbolj priljubljenih TV obrazov takrat v Jugoslaviji, kuhuje Stevo Karpanđa, šef kuhinje v zagrebškem Interkontinentalu, torej tak res prvi celebrity šef v Jugi. Uvodno pesem je napisal pa zapel Arsen Dedić. Skratka, res tak ne oglas, ne B-tier produkcija, res top produkcija. In pozicionirani so bili 19:10 Male tajne, 19:15 Risanka, 19:30 Dnevnik, skratka prime time, torej takrat, ko je folk že na televiziji, takrat ni ogleda nazaj, takrat pač ni boljšega slota. Vsaka epizoda je imela en recept, majčkeno se je skozi leta spreminjala, delali so 24 let, več kot 1000 receptov, ampak v vsakem receptu je bilo in ena žlica vegete. In torej oddaja, ki je celo generacijo ljudi nekako naučila kuhati in kuhati z vegeto. Torej, v vsakem receptu je bilo pač še malo vegete, tudi na koncu je recept vedno odvrtel, zadnja stvar in ena žlica vegete. Skratka, genijalen koncept, traja zelo dolg, ampak spet, tako kot so že v bistvu začela, niso učili, zakaj rabiš gume, učili so pač kako kuhati in dali so ti razlog, da ta izdelek uporabljaš. Mogoče še nekako pač, kje so danes. Vegeta se prodaja v več kot 40 državah po svetu in leta 2025 jo je ena YouGov agencija oziroma raziskovalna hiša označila za top marko v Nemčiji. Kar spet neverjetno, sploh da glede na to, da so štartali pač iz firme, ki propada 600 kilami proizvodne v prvem letu. Dejansko se ta vegetina zgodba čist postavil bok vsem tem nekim bolj globalnim. Vsem tem velikim. Se to je bilo zanimivo. Res sem pol probal najti tudi neke te slovenske ali pa jugoslovanske zgodbe, ki so se vseeno malo fokusirali na take stare stvari, ki imajo neko zgodovino. In mi je super, ker so res, torej imeli smo isto močne zgodbice tukaj. Super, zdaj, če bi bilo poslušalcem to všeč. Raziskujeva še naprej. Dajte pokomentirati, če mi je tole všeč, z veseljem narediva še eno epizodo, materiala je res veliko, lahko tudi najdeva kakšne novejše. Jaz sem imel v final listu še neki od Apple, pa v iPodih. En kup zanimivih zgodb, kar je meni zanimivo, da pač vse te zgodbe, ki so govorila, stvari ne nastanejo čez noč, to je pač se gradijo skozi leta z neko večjo idejo. In mogoče spreminjanjem nekih navad ljudi ali pa spreminjanjem trga in tako. Zdaj, tudi ta epizoda je marketing. Tako. Ki ga delamo načrtno. Drugač pa, hvala Gorazd, hvala vsem poslušalcev, če je bilo tole všeč, dajte kakšen like, kakšen komentar, pa dajte pošerati z nekom. Jaz mislim, da so to zgodbice, kakšno ste poznali, verjamem pa, da ne vseh, da je to taka luštna poletna epizoda, ki jo lahko pač posluša praktično kdorkoli. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau. Hvala, čau.